Dober večer, dragi moji, v Soul Room Show. Danes je en zelo poseben večer. Želim, da to posebnost danes čutite v svojih srcih. Da ta posebnost, ki je danes v zraku, pride tukaj le noter. Ker ta posebnost pomeni, da se bomo pogovarjali o nečemu, kar je našim očem skrito in največkrat prezrto. In to bomo danes tako razkrivali, tako iz ene v drugo plast. Pogovarjali se bomo o stvarih, ki jih včasih razmišljamo, o njih mogoče imamo neko svoje mnenje. Danes bomo pa to mnenje takole skupaj pogledali. In zato vas že kar zdajle takoj povabim, da mi pošljete v komentar. Eno vprašanje imam za vas. Ali verjamete v obstoj pekla? Malo posebno vprašanje. Ampak ravno zato, ker je to ena taka tematika, ki je tako nekje v enem našem kotu in ker včasih ta beseda povzroča v nas strah. In ker je zdaj čas, da se s temi strahovi srečamo in jih damo ven iz sebe in da vidimo, da smo mogoče živeli v nekih zablodah, lažeh, ki jih je fajn razkriti. Ker če mi vidimo, da smo živeli po nekih prepričanjih, ki v resnici sploh niso resnica, se pa mi pa lahko svobodno začnemo izražati. In zato bomo danes se malo takih tem dotikali, ki so povezane s tem vprašanjem. Je pa danes za vas še en poseben dan in zame tudi, ker je z nami ena čudovita oseba, ker se bo zdajle kar sama predstavila, kdo je. In ker bomo danes tudi z njo malo pokramljali v tej naši oddaji, tako da pridi, ljuba moja. Holala, holala, rio, tiri, aj, holala, holala, rio, holala, holala, rio, tiri, aj, holala, holala, rio, holala, holala, rio, tiri, aj, holala, holala, rio, holala, holala, rio, tiri, aj, ho, holala, dialala, rio, holala, dialala, rio, dialala, uria, tiri, ora, holala, dialala, rio, holala, dialala, rio, dialala, uria, tiri, aj, ho, ihu. Kako lepo. Pozdravljena, Irenca. Živijo, zdravo, ljuba moja. Zdravo. Draga dušica, povedala si vse o sebi, ti si kraljica jodlanja. Ja, hvala. Nekoč sem bila vesela, ko so me tako poimenovali. Ja, zdaj ne več. Ne, ker je pa v bistvu kar težko vzdrževati to kondicijo. Ja, preveč pričakovanj pa do tebe pride. Absolutno. Ja, in je kar malo naporno včasih, res priznam. Ampak se še ne dam, a veš. Ja, ne. Zame sila je zato, ker ko ti zapoješ, meni tukaj le noter duša res zapoje s tabo. Koliko lepo. Veš kaj, rada smo se tudi spoznali. Točno. Tako da so meni prijatelji kupili pri tebi 10 ur jodlanja. Ja. Ampak še nismo skupaj jodlale. Ja, od takrat naprej smo postali res dobre prijateljice. Res dobre, ja. In zato bomo danes klepetale. Malo se bomo dotikali teh tem. Tako da te kar vabim, da se sedeš. Dragi moji, tema, ki jo danes z vami odpiram, je tista tema, ki, tako kot sem rekla, v nas predstavlja neko tabu, mogoče nekaj, kar rajš o tem ne govorimo. In rada bi z vami spregovorila o tem, da ljudje, ki so po srcu dobri, ki imajo tukaj noter, če temu rečemo, res dobroto, v življenju največkrat doživljajo zelo slabe stvari ali pa veliko težkih preizkušenj. In jaz sem se spraševala, zakaj? Kaj je zdaj to? Zakaj taki ljudje, ki so super, ki so recimo res dobri, no? Dobrota v nekem pomenu, srčnost, sočutnost, empatičnost, nekaj naravnega za te ljudi.
Kako da je možno, da imajo torej skozi in skozi ene probleme? A si se ti tudi kdaj o tem sprašvala? Velikrat, ja. Mogoče zato, ker je človek naiven, ker pač verjame, ker si bil mogoče tudi tako vzgojen, da delaj dobro, pomagaj. Ja, je dostikrat pride razočaranje. Mogoče sploh od takih je najhujše, ki jih imaš rad. Ampak s tem se pa tudi marsikaj naučiš. Jaz sem ponavadi ločila dobre pa slabe ljudi, pa tudi tisti, ki so slabi, mogoče so z razlogom slabi, pa niti ne vejo. Včasih bi bilo dobro pomagati ljudem. Se mi zdi, da se premalo pogovarjamo v težavah. Vsi jih imamo. Ne vem, da poznam človeka, da ne bi imel težav. Čeprav mogoče navzven ne kažeš, pa si, pa si zelo dobre volje vedno. Sam, ne vem, si z dobro voljo se mi zdi, da tudi greš naprej, da te v bistvu potiska, če si pa skozi slabe volje, pa tudi slabo energijo vlečeš nase in to ni dobro. A si se kdaj vprašala tem, ali obstaja na zemlji pravičnost? A je za tiste, ki recimo delajo res slabe stvari, ki se izživljajo nad drugimi, ki so slabo namerni, škodljivi in karkoli že pač v tej smeri, a je za njih pravična sodba v nekem pomenu? Ali se jim to vrne z drugo besedo, da po domačem rečem, a je za njih nekako potem nekoč pride nekaj zravnava? Ali se ti zdi, da to drži? Jaz mislim, da tudi te pregovori, ki obstajajo, je nekaj resnice. Dobro se z dobrim vrača, slabo se slabim vrača. Ali pa ne vem, to, kar seješ, to žanješ. Jaz mislim, da nekoč se tiče, tukaj pa mogoče pa v naslednjem življenju, da se ti definitivno to vrne in da moraš grehe za nazaj plačevati. Mislim, da je to tako. Zato sem še zmeraj mišljenja, da pač, če lahko dobro narediš, če nekoga pač, bom rekla, da ti mogoče, ne da ga ne maraš, ampak tako, da ti ni mogoče toliko blizu, da je boljše, da se ga izogneš. Zakaj bi delo slabo? A veš, jaz sem v življenju prišla do določenih odgovorov skozi raziskovanje teh mojih zapisov dušnih in skozi to, da sem to tematiko res razkrivala iz večjih vidikov, predvsem preko teh svojih delov. In prišla sem do tega, in to tudi želim, dragi moji, da vam povem, da dobre duše velikokrat po domače nasrkajo, zato ker na njih, tisti, ki imajo malo drugačne zapise, pa nam zdaj rekla slabe, ampak drugačne zapise, vržajo svojo karmo in svoja bremena. In v tem, če temu rečemo okolju, ki se reče zemlja, na tej naši čudoviti zemlji sicer, je to celo bilo dovoljeno. Zato, dragi moji, prišla sem do tega, da tam, kar rečemo, da je pekel, tako vam bom kar direktno povedala, in da bojo tam nekoč trpele tiste duše, ki so slabo namerne, to je larifari. Ker ta pekel tam ne obstaja na ta način. In zato razmišlja, da nekoč bo sledilo tako, kot je prav in se s tem tolažiti, ni najboljš. Zato, ker, dragi moji, če že obstaja ta pekel, je to naše stanje zavesti. V čemer smo mi zdaj ta trenutek, to je tisto, kar govorimo lahko, da je to ali nebesa ali pekel. Torej v tem trenutku se lahko tudi zato odločimo, kaj bomo živeli. In zato se ne bojte nečesa, kar je bilo skozi mogoče eno cerkev oznanjano, nekoč bo te dočakala tam in tam neka posledica kazen. Zato ker, dragi moji, na ta način se to ne dogaja in v tem, če rečemo, da obstaja torej nek prostor, nek nivo, kjer so res te temne energije, tam ne boste najdeli tistih, ali pa tam dejansko ni tistih, ki vi mislite, da bi tam mogli biti. V svojih zapisih namreč vidim, da je ogromno duš, ki so naivne bile, ki so bile preveč dobre, ki so dobronamerne, preprosto prevzelo bremena. Trpljenje, če hočete direktno, tudi od tistih, ki so jih reševali, ki smo jih tudi, jaz tudi sama zase to lahko rečem, skratka, ki prevzemejo nase bremena. In zaradi tega, če se med temi znajdete, dajte si samo reči, če jaz ta trenutek živim v peklu, potem je to odločitev, ne da je lih svobodna volja, ampak sem se za to odločil, ker sem prevzel neka bremena, preveč me skrbi za nekoga, preveč me je strah, mislim, da moram druge reševati. In torej lahko to spremenimo.
Zato vas spodbujam ne čakati. Včasih so rekli, ja, ko boš pa umrl, bo pa vse poplačan. Tudi to je larifari. Tudi to so stvari, ki so nam jih govorili naši predniki, ampak če vi čakate, da boste zato, ker delate dobra dela in ker ste dobronamerni in ker delate tako po srcu, potem enkrat zato dobili darilo v nebesih. Pol je fajn, da se zbudite in da si zdaj vzamete tisto, kar je za vas. Ker mi, ki nekako smo navajeni, da se za druge razdajamo, da drugim dajemo vedno roko, da druge rešujemo, da jim dajemo na nek način podporo, sploh ne znamo razmišljati, da bi za sebe poskrbeli, največkrat ne. A je to res? Velikrat, ja. Je tako. Ja, se postavljamo na zadnje mesto in pa se dogaja to, kar se dogaja, ker enostavno ali zboliš, Ja. ali si res toliko žalosten, da ne moreš tistega ven, ne v enem začaranem krogu, a ne? Tako da se moramo na prvo mesto postaviti. Ja, si ti to za sebe lahko rečeš, da si to naredil? V bistvu začela sem delati na tem, a ne. Bom rekla, imam tudi podporo mojega moža, ki mi zelo velikrat reče, pa daj pa pejt nekam ven, pa zdaj nekaj zase naredi, da se boš dobro počutila, da boš nasmejana, da boš srečna. Jaz se mi zdi, da vsi ljudje si zaslužimo srečo. Kakorkoli, a ne, koliko bi bil lep svet. Vidiš, to je tudi moja ideja. Ja. Tudi jaz si želim, da bi bil svet srečen, da bi bili ljudje veseli. Ja. Zato ne morem enostavno še zdaj, po tolikih letih izkušenj, ne morem dojeti, da to ni možno za vse enak, čeprav bi to želela, ampak zakaj ni možno? Zato, ker imajo ljudje toliko enih pričakovanj. Mogoče da morajo nekako drugi narediti nekaj, da bodo oni srečni, da se morajo drugi spremeniti in zdaj, ko je tak čas intenziven, se bi raba ljudje tega zavedati, da oni ne morejo najti, da noben ne more najti sreče zunaj. In ta sreča, o kateri ti govoriš, in jaz tudi čutim, da bi bila najlepša stvar na svetu, da bi bili tako srečni, je dejansko sreča v izpolnjenosti samim sabo. Točno to. A veš, da nimaš tako, kot si rekla. In zdaj recimo k meni velika tako pridejo ljudje pa rečejo, ja, moja stara mama pa moja mama pa skratka, kako oni nič ne znajo razmišljati tako. Pa to, ki jim bi bilo lažje, da bi nehali trpeti. Velikrat reče, kako ne pomagam svoji mami, kako včeraj sem imela eno izkušnjo z eno sorodnico, ki so mi jo pripeljali, ki so na vsak način cela familija jo rešuje. Ampak, ko sem jaz njo vprašala, ampak kaj pa ti? Ne? Oni si vsi prizadevajo, da bi se ona pomagala. Kaj pa ti želiš narediti? Kaj si pa ti želiš spremeniti? Ali je to zdaj želja, da si prišla zaradi drugih ali zaradi sebe? Ne, tukaj pa potem tisto odgovor, torej, a da bi se jaz mogla spremeniti v tem pomenu, ne? Drugi ja, ne? Ker mi recimo veliko ljudi zna pokazati, ja, jaz sem nesrečna, ker mi ti to delaš, jaz se nimam dobro, ne? In v bistvu potem te isti ljudje, ki rešujemo, mislim tudi jaz se lahko med njimi najdem, zmeri iščem neke tudi druge, dajmo pomagati temu, a veš, da tem istim pomagajo, ne? Reševalce, še zunanje, če meni ne uspe. Ampak ugotovila sem, da je to čisto neuspešno. In ne sem, da sem ugotovila, sem imela pač tudi svojo lastno izkušnjo, tako dosti posebno, ne? Da sem mogla to dojeti, če nisem hotela. Skratka, to mislim, da je glavni problem, da je majhen procent ljudi, ki bi rekli, če zdaj živim, torej, če govorimo zdaj o tem peklu, ne? V teh mojih mukah in imam ogromnega notranjega bolečinskega jedra in sem ranjen, nisem prizadet, ne vem, zaradi preteklosti, zaradi preteklih izkušenj, zaradi mogoče otroštva. Če jaz imam možnost iz tega iti in torej, če izhod iz tega obstaja, jaz verjamem, da iz tega, ne samo verjamem, jaz vem, da je izhod. To se pravi, tudi če se vi znajdete v trenutkih melanholičnosti, depresivnosti, vsem tem, kar pač bi lahko rekla, da velja za ta stanje, kjer je pač temno, ne? Je izhod. In so različni pristopi. Tako da tukaj te bom tudi vprašala, če imaš kakšen nasvet za naše današnje gledalce. V bistvu nasvet ne, ampak sem se pa spomnila, se je že to kar nekaj časa nazaj, ki je bila korona, takrat se je zelo pokazal, oziroma je vsak človek lahko začutil, kaj dejansko v življenju rabiš. A ne? Nikamor nismo mogli, še skoraj v trgovine, ne? A veš, zelo smo bili v bistvu med 4 stenami, no dobro, jaz sem na podeželju, smo šli lahko vse na sprehod. Ampak kaj dejansko sploh rabiš? Zdaj, odvisno, kakšne apetite imaš in v čem je sreča. Jaz vedno rečem, da smo zdravi, da se imamo radi, da imamo za sproti, da imamo za položnice. Mislim, kaj še?
A ne? Zdaj za nekatere pa verjetno nikoli ni dovolj, a ne? In pol je res, ko nastane kriza, ne znajo z tega ven. Mogoče je tudi, ne vem, da ta bremena, ki jih imajo, ta težka bremena, da si najdejo nekoga, da mu zaupajo. A veš, včasih je dosti samo pogovor, rama, tudi če se razjokaš, kakorkoli, lažje ti je in takrat lahko zadihaš. Če pa držiš vse v sebi, se pa to samo kopiči in z tega nastane sovraštvo. A ne? Zakaj je meni hudo, enemu drugemu je pa tam lepo, a ne? Ja, dosti ljubosumje pa vse, ne? Vsega, ja. Ja. V vsakem primeru se splača vložiti v to, da pridemo ven iz tistih kakršnih koli lukenj, v katerih se znajdemo, z tem, da se upremo na eno višjo silo. Ker če smo mi tam noter v tisti luknji, kjer smo bliže vsi, in ne malkrat verjeten, kaj nam lahko pomaga na našem umskem nivoju, če smo mi tja noter sebe zaklenili, zato ker smo bili v negativnem razmišljanju. A zdaj pomaga to, da si jaz neko umetno misel, mislim, da si ustvarjam neko idejo, neke misli, ki bodo bolj pozitivne. To je pač happy varianta, a bomo na ta način. To je mogoče za kratek čas. Ampak če sem jaz tam res dol in da pridem malo ven, jaz rabam veliko stopnic. To se pravi, rabam tudi zato imeti moč, da se jaz neke pozitivne afirmacije jih moram ponavljati, moram si predstavljati kakorkoli. In zato tam noter, ko je ta tema, ko se mi tako počutimo, je še vedno upanje. In to je božanstvo, dragi moji. In takrat, ko nič ne morete več razmišljati, ko se tudi sama velikokrat se znajdem ali pa sem se znašla v tem, se sam spomnite, da rečete, Bog pomagi mi. To je včasih dost. Ker ko ti dojameš, ali pa ko mi dojamemo, da smo tam nemočni zares, ko si to priznavamo, takrat mogoče najbolj pride ta milost, ki lahko rečem, da je božanska milost in se nas dotakne. Ker takrat spustimo. Takrat se več ne upiramo na te naše oprijemljive stvari, s katerimi bi radi ven prišli. Ker mi se oprimemo v smislu, če nimam denarja, jaz bi imel zdaj denar, pa bi sigurno ven prišel. Če nimam partnerja, jaz bi imel partnerja, pa bi ven prišel. Tako si mislimo, ne? Da si s temi materialnimi stvarmi potem bomo mi dali podporo. Ampak največkrat to ne deluje, ker vse tisto zunaj prvič ni dosegel, ker če bi bilo, bi že to imeli, torej bi mogli na to čakati, če se sploh zgodi, torej mi še vedno imamo tukaj noter potem situacijo, da smo sami s sabo. Ampak nismo sami s sabo, to vam želim povedati, ker mi imamo v sebi božanstvo, mi imamo noter iskrco, dragi moji, ki je naša iskrca in to je naša v smislu božanska, to ni zunaj, to je v nas. Zato se ne rabimo obračati na neki izven, ampak prav na to, kar je v nas in spodbujam vas, da v tole svojo iskrco, tudi če je čist majhna, pa jo mogoče sploh ne vidite, ampak dajte v njo verjeti, dajte v to zaupati. Draga moja, pa še kakšno izkušnjo, ki bi jo ti podelila na to temo? Jaz dostikrat rečem tudi sinu, a nekaj reče, mami, a misliš, da bo to? Jaz tam, če je dost močna želja, res si moraš močno želiti. Zdaj ne vem, kaj, da bi, ne vem, kaj rekla, milijone zadev na loto verjetno ne, ampak določene stvari, malenkosti ali pa tudi kaj večjega, enostavno, če res je močna volja, se ti lahko resniči. In to sem tudi sama doživela, a ne? Da se mi je uresničilo, kar je bilo pač nemogoče, a ne? Primer dobiti otroka. Ker so mi rekli, da ni variante po naravni poti, ampak jaz sem toliko močno si želela in jaz sem se odločila, da ga bom imela in ga imam. In to posebnega otroka, ker danes sva par stavkov spregovorila s tvojim sinom in jaz sem tako navdušena, ker ta otrok je res toliko zelo poseben, da se z njim lahko pogovarjam take teme, ki se z redko katerim sploh lahko pogovarjam, zato ker tudi on tako razmišlja, ker on ve, da Bog obstaja, on ga čuti, on ga vidi, on ga sliši, on dejansko ima to komunikacijo praktično vsak dan. In toliko zelo čuti Jezusa. Ja. In res je zlat fant. No. Res neverjeten je. On v bistvu govori take stvari, take modrosti, ki
bi lahko rekla, veljajo samo za ljudi z veliki izkušnjami ali pa modrostjo. On jih pa tako preprosto sipa, ker jih ima not. Tako. A ne? Neverjeten je res. Tako da res, bom rekla vsem sledilcem, res želim vse dobro, ampak res zastavite si cilje, kaj si želite in verjemite, da se vam bo marsikaj uresničilo. Res. Ja. In tudi, če se zdaj v vašem življenju zdi, da ste na koncu poti, ker nam morate ne levo, ne desno, to ni res, to je laž, to je iluzija. In zato se nehite bati. Nehite se bati kazni, ker tako so nas strašili. Pa zato sem danes to temo odprla. Strašili so nas. Eno samo zastraševanje. Če ne boš priden, se ti bo to pa to zgodil. Če ne boš tak pa tak, boš to pa to. Skratka, večina smo doživeli tako vzgojo ali pa tako okolje, tudi mogoče malo starejši še toliko več, kjer je bilo v zraku polno nekih pogojev in smo se po teh pogojih naučili živeti. Če bomo dobri, bomo mogoče dobili drobtinco ljubezni. In danes živimo v okovih, verigah zvezani zaradi teh strahov in omejitev. In še nečesa, krivde. In ta krivda je ena močna ovira, ki jo imamo na naši poti. Ker ljudje, ki imajo mogoče včasih tudi nedobre namene, ali pa v nas vidijo, da bi nas vidijo nekako, nas gledajo kritično in govorijo o nas grde stvari, njihove besede nas mogoče prizadenejo in jih preveč globoko doživljamo. Pa tudi, če so bili to naši starši ali pa vzgojitelji, kdorkoli že. In to ostane v nas. In mi s tem živimo cel življenje. In zato ni čuden, da smo težki, da smo polni bremen, ker je že tega vsega okolja, ker taka mehka duša težko reče, to ni res. Ampak vzame, če ti nekdo reče, ti pa tak, pa misliš, da si res. In pa se ta krivda sam povečuje. In zato imamo vsi več ali manj veliko teh jarmov, verik okrog sebe in si ne upamo zadihati. Ampak zdaj je tak čas, res je čas in zato vas tudi zelo pozivam, da se obrnete tukaj noter vase in da rečete, ja, jaz želim živeti v svobodi. Jaz se bom tega osvobodil. Je težko, ne govorim, da je to lahko narediti, ampak jaz vas spodbujam, to je možno. Zato odlagajte bremena, ne se pustiti, da ste noter prizadeti, pa čeprav boste rekli, kako je to možno, če te boli, te boli. Ja, ampak lahko rečete, odpuščam vsem, ki so me kdajkoli na kakršenkoli način prizadeli. To bo za tebe dobro, to bo za nas. A je to res? Absolutno. Lažje dušo imaš. Jaz bom rekla tudi tako, tudi če me kdaj kdo prizadel, ja, si žalosten, oprostiš, da pozabiti ne moreš, a ne? Ja. Pač to tako smo ustvarjeni, se mi zdi, a ne? Ampak nobenega pa ne sovražim. Zakaj? Ja. Nobenega, res ne. In prav je tako. Ja. In daš to ven, pač, ja, umakneš se, greš svojo pot. Ne moramo se izogniti temu, da smo doživljali težke trenutke. Absolutno, da ne. In ne moramo reči v vsakem trenutku, ja, pač je tako moglo biti, čeprav bi bilo to najlažje. Ampak ne moramo, ker nam po glavi gre, pa kako da se mi to lahko zgodilo? Zakaj? Kaj sem toliko slabega naredil? Veliko ljudi se sprašuje, pa zakaj se mi toliko slabih stvari zgodi, pa kaj jaz delam narobe? Jaz vam odgovorim, da mogoče ne delate pravzaprav nič narobe. Ker ni to vedno tako. Ni to vedno, zdaj se vam slabe stvari dogaja, zato ker ste vi slabi. Sploh je to kontra temu. Zato ker te zakoni na zemlji so zelo nenavadni, drugačni, ki so nam razlagali in nam jih hoteli prodati. In zato vam pravim, usmerite svoj fokus na to, da začnete razmišljati drugače. Torej, da rečete, ok, življenje je bilo, kakršno je bilo. Ne bom se več vračal v tiste preteklosti. Ne bom se spraševal, zakaj. Pač bom vzel tako, kot je. To je bilo moje življenje. To je nov način razmišljanja, ki vas bo osvobajal. In da rečete, ne, zakaj je bila moja mama taka? Je pač bila je taka, kaj če zdaj? Za nazaj se ne more nič spremeniti. A zdaj ne rečem, kako si lahko bila? Ne, še jaz zdaj, zato ker je pač Reva že stara, ne vem, recimo primera, ne, da imate staro mamo, starejšo mamo, da rečete, kako si lahko mene tako vzgajala? Jaz imam zdaj posledice, jaz imam rane. Jaz vam iskreno povem, da to nobenemu ne priporočam, da z občutki, za očitki, za temi sodbami, komorkoli govorite, kako si me lahko tako zanemarjala, kako si to, ker to so take obtožbe, ki človeka bolijo. Jaz sem imela dosti zahtevno izkušnjo življenja.
lahko rečem, res razmere, ki so bile dosti ekstremne. In nekoč mi je rekel en psihoterapeut, zdaj pa domov, pa svoji materi, vse povej, kaj te je bolelo in prizadel. Jaz sem rekla, ne, jaz ljubim mojo mamo. Jaz ne bom šla k njej in ne bom nje naraben, ker v bistvu bom razmišljala o svoji mami najboljš. Ne glede, karkoli je bilo, tako je bilo v tistem trenutku. Pač je bilo. Ne zakaj, zdaj me ne zanima več. In tako tudi predlagam, ker te moderni pristopi psihoterapiji so ravno v tem, dajmo odrezati tam v tiste rane, dajmo se tega dotikati, dajmo tam odkrivati, kaj so te oziroma zakaj imamo neke probleme in travme. Ampak jaz vam povem, da veliko tega sploh ni od tam. Čeprav mislimo, da je, pa veliko tudi res je. Veliko je od tega, kaj imamo mi v duši, kaj smo sabo prinesli. In zato je treba globje iti. Ne sem na površini brskati. Se hvala Bogu, eni še na površino ne grejo, ali pa ne grejo nič, ne? Bolj že neki. Sam jaz vam povem, tukaj noter so vzroki. Kaj veste, kaj se z vašo dušo dogaja? Mogoče lik zato, ker ste dobra duša, ker ste božanska duša in ker so se bali, da boste spregovorili, ker božanske duše vajo resnico poznajo tukaj noter v globini. In zato vas podbujam, da se pokažete prvo sami sebi, pokažite se, tukaj sem. Ne se več skrivati. Upajte se pokazati sebi, da obstajate. To je tisto, kar pravim, da upajte se pokazati sebi, se pokažite, kakšni čudoviti ste. Poglejte se. Jaz v vas verjamem. Čeprav je to tako, kdo si ti, da boš v nas verjel? Jaz v vas verjamem. Jaz poznam svoje poslanstvo. In če vam rečem, da verjamem, to drži. Jaz ne govorim kar enih stavkov. In tudi Brigita dobro ve, jaz sem ji pred leti povedala, pa to je že malo slutila, o njenih darovih. In danes vem, da ima res izjemne darove, ki jih zdaj že počasi začenja živeti, ki niso samo petje, ampak mogoče zdaj sem te malo presenetila. Lahko tudi sama, kaj o tem poveš. Ampak se mi zdi tako na mestu, da to izpostavljam, zato ker take duše, ki si ti, niso tisto, jaz sem bioenergetik, jaz sem to, ona, ti si skromna in to jaz pri tebi cenim. Ker v bistvu to, kar jaz čutim, da so tvoji darovi, sploh ne razglašaš na veliki zvon, ampak kadar deluješ, deluje. Preprosto deluje, ker tukaj značilnost tega božanskega deluje, da človek, ki ga ima, ne unovčuje to za svojo slavo. Ampak je nekaj posebenega pri tem. In pri Brigiti jaz to čutim, da je nekaj tistega, kar lahko rečem božanskega, kar se ne moreš naučiti. Kar enostavno ti da stvarstvo. Ja, res si me presenetila. V bistvu, ja, ti si mi to povedala, čeprav nikoli se nisem spraševala, res ne toliko let nazaj, kaj se dogaja, ampak res, ko se mi je sin rodil, pa če ga je kaj bolel, mami, daj mi roko polož, tukaj, ko me boli, ker pol mi je v redu, a ne? In sploh nisem vedela in ta toplota in res se mi zdi, da so mi roke kar žarele, a ne? Čeprav nisem vedela, zakaj točen, je pa res, da sem že kar parim ljudem, ki začutim tudi to bolečino, da sem jim že pomagala. Ja, v glavnem, vesela sem, no, da lahko tudi nekaj tacga pripomoram, kakorkoli se veš bolečina, to je najhujš, kar je lahko. A ne? Pa če lahko nekomu pomagaš s tem, da ne rab nobenega tableta vzeti, mislim, meni je to res nekaj posebenega in upam in hvala Bogu, no, bom rekla še za ta dar, a ne? Da ga počasi res začnem malo več delati, pa malo več ljudem tudi pomagati. Super. Čeprav začeti je težko, vse veš kako je, to je v bistvu nekaj novega zame tudi, a ne? Ampak ker vidim, da je res plodno, a ne? Da res pomagam in da ni to kar nekaj in ja, malo bolj bi mogla še verjeti, a ne? Se začenjam bolj verjeti vase tudi, da zmorem, da znam in hvala, ja, da si mi to povedala, res. Takrat je bil malo šok, ne? Čeprav lahko tudi povem, da sta bili in moja prababica in praprababica, obe dve zdravilki, a ne? Pa že tudi malo genetika, tako da hvala, ima tam gor. Ja, velikim sem v zapisu najdla določene darove, ki jih sami niso poznali, ali pa se jih niso zavedali in so skozi leta to razvili. In mi veliko zdaj pridejo povedati in rečejo, ko si to meni rekla, jaz se takrat, meni se to ni zdel niti najmanj tako blizu, ne? Ampak ti darovi, če se jih imate, dejansko jih imate vsi. Je super, če so zelo zatrti noter, da ti jih nekdo malo zavest.
ker s tem mogoče začne spet dobivati eno zaupanje vase. Ker lik za te božanske darove so vsi pa najbolj prizadevali, spet kdo, ozadja, ki pač nočejo, da bi bili v tej božanski zavesti. In če to uspeš čutiti, da imaš ta dar, kakršenkoli že, in ta dar razvijati, to je pa res nekaj najlepšega. Pa lahko rečeš, živim svoje poslanstvo. Tako da vsem vam, tudi zato vas vedno znova povabim, da pridete na zapis duha, da se v teh zapisih je to točno zapisano, kaj so te vaši darovi, da to lahko bolj slišite tudi, tako bom rekla, v smislu potrditve ali pa tudi na novo, in da potem se začnete s tem darom malo več ukvarjati ali pa ga malo bolj začenjati spoznavati. Tako da vabljeni na zapis duha še enkrat. V zdajšnjem času delam zelo veliko odklepanja duha, kar pa pomeni, da kar sem prej omenila, da tega našega duha, to našo esenco, je treba ven spraviti iz teh ječ, v katerih smo, torej iz teh verig, iz vsega ostalega, kar imamo na sebi in bremen in tako naprej. Tako da velika zdaj v zadnjem času doživljam samo hvaležnost, ker meni je najlepš, ko človeku odpadajo ta bremena. Pa tudi, če je to samo nekaj procentov, ampak ko človek zadiha, ko začne spet čutiti ta zrak v pljučih, kaj eni čist na mal dihamo, mislim, dobro, zdaj že več, ampak tudi jaz sem tako zelo na plitko. In ko ljudje začnejo in čutijo, da se lahko odprejo ta krila, dragi moji, to je nepopisna radost. To je nepopisna radost. Zato sam res iz srca želim, da bi to občutili, kaj pomeni, ko se ta duh aktivira in ko začne delovati. Sem res, ja. Če se v nečem najdeš, tako je to zelo lepo. Ja. Tako, dragi moji, zdaj bomo pa še tukaj, danes imamo izbrano oziroma izžrebano gospo Natašo Strojan, ok. Tako da zdaj bom pogledala v zapis gospe Nataše Strojan. Draga Nataša, ko sem odprla vaš zapis, je ena taka ponižna duša v vas, ki želi preprosto iti naprej korak v smislu, ne upa si, ampak vseeno ste pa pripravljeni, da stopite naprej. Tako čutim, kot da vam dam roko in da čutite, da ste skozi življenje bila v nekem pomenu res toliko preizkušena, skozi različne stvari, a boste obdržali ljubezen. In ste obdržali ljubezen. Tudi takrat, ko vas je ta ljubezen po domače tepla. Tudi takrat, ko so se vam vrata zapirali, tudi tiste izkušnje otroštva, ki jih tukaj vidim, ko so samo vaše, pa jih ne bom zdaj na glas govorila, ampak ko vidim pač izkušnje otroštva, ki so vas precej zaznamovale, ko so ostale v vas zapisane, vi ste to šla čez. Vi stojite zdaj pred vrati, ki gre vrata, ki se bojo odprla za ta novi svet. In zato se opogumite, da boste v prihodnosti stopila čez. In zmorete tudi drugim pomagati, čeprav včasih v tej svoji situaciji, v kateri ste, tega niti ne vidite, ker je veliko pozornosti na vas usmerjene, ker sama imate veliko, praktično 24 ur dela za to svojo lastno, če temu rečem, transformacijo, mogoče je to najboljši izraz. Tako da, draga duša, vam dajem roko in vam samo rečem čestitam. Tukaj ste in tukaj je božanstvo pred vami in stopite naprej. Hvala. Zdaj se bomo pa še skupaj povezali. Se povežemo z Kristusovo prisotnostjo. Moji bratje in sestre, nagovarjam vas v vaših srcih. Zahvaljujem se vam, da ste pripravljeni, da odložite staro, tisto, kar ne potrebujete več. Pot v prihodnosti
naj bo za vas lahkotnejša. Obrnite se proti očetu, da boste razumeli stavek, ki sem ga govoril tudi vam, ki ste sedeli zraven mene in hodili ob meni. Kakor v nebesih, tako na zemlji. Pridi k nam, tvoje kraljestvo, tu notri, ljubljeni bratje, tebe. Zgodi se tvoja volja. Božja volja, ljubljeni bratje. Ta volja je zate odrešitev. Zato da danes vabim, da pogledaš v tem trenutku življenje in ga izročiš v roke božanstva. In da izrečeš, ne moja, tvoja volja naj se zgodi. Ko se znaš umakniti in dati pot božanstvu, se tvoje življenje začne spreminjati, ker takrat več ne izsiljuješ. Ko si živel z močnimi pričakovanji ali pa živiš, so ta pričakovanja velik tovor za tebe. Danes te podpiram, ljubljeni brat in sestra. V tebi, v srcu te podpiram, da najdeš moč. Da najdeš moč. Da se dvigneš točno iz tistih ruševin, kjer tvoje želje, tvoje življenje ni bilo pod tvoji zamisli. Mogoče, ljubljeni brat in sestra, pa je življenje zate predvideno čisto drugačno. In to neprimerljivo, lepše in srečnejše, če odmisliš, česa nimaš, in za začetek se zahvali za to, kar imaš. Tu sem s tabo, ljubljeni brat in sestra, stojim ti ob strani. Sem kot tvoj brat. Moj prihod, ki je bil napovedan, ni od zunaj. Tam, kjer bi me radi videli, ker to je bilo takrat, ko sem bil v fizičnem telesu Jezus Kristus. Moj prihod je v vas, ljubljeni bratje in sestre. Tukaj. Tukaj se srečava mi dva. Na samem, kjer sva samo jaz in ti. In to ne izven tebe, ampak v tvojem templu. Zato vabljen v ta tempelj luči. Hvala, ker si. Zaradi tebe je svet dobil novo upanje. In vi, ki se prebujate in greste v ta novi svet, ste znanilci te nove dobe. In ljubljeni, samo naprej. Ljubim vas. Jezus Kristus. Kaj pa, če mi dve skupaj eno zapojemo? Z veseljem. Kaj predlagaš? Eno tako, kot smo jo včasih. Kakšno Beseda staro. je tvoja.
da bojo Lahko. z nami lahko peli. Točno to. Ki so tiste stezice, k so včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Bom grmovje posikal, travico požil, bom naredil stezice, ki so včasih bile. Bom naredil stezice, ki so včasih bile. Vse stezice so lepe, najlepša je ta, ki me pripelje do mesta, kjer so mamca doma, ki me pripelje do mesta, kjer so mamca doma. Hvala, dragi moji, da ste tukaj, da ste pripravljeni kreirati lepši svet. Vabim vas na naslednjo oddajo v četrtek, ne v nedeljo, v četrtek. Ob 8. In spet se bomo imeli lepo. Lahko noč, dragi moji. Lahko noč. Srečno.